Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se podamo na najlepše dogodivščine Janine in Jaše. Zaprite oči in prisluhnite pravljici. Včasih se nas tiho in nežno dotakne kaj lepega. Lahko, da nas poboža jutranja rosa, prevzame metuljev let ali očara nova oseba, ki jo spoznamo. Srčka moja, sta vedela, da vsaka nova oseba, ki jo srečamo, prinaša s seboj nepopisan list. List, na katerega napišemo skupno zgodbo. In zakaj je to nekaj lepega? Pomislite na zvezde na nebu. Kako bi bilo, če bi tam zgoraj svetila le ena? Nebo bi bilo temno in zvezda na nebu bi bila osamljena. To bi ji bilo dolgčas, nikjer nikogar za klepet. Pomislite na lastovke, ki se vsako leto selijo v tople kraje. Letijo v jatah, skupaj kljubujejo dolgi poti in nevarnostim, ki pretijo nanje. Pomislite na slone v čredi, kakšno srečo imajo, da imajo drug drugega. Če jih ujame nevihta, stopijo tesno drug k drugemu in tako lažje počakajo na sončne žarke. Kaj, če bi tudi mi ravnali podobno? Če se bo zunaj bliskalo in grmelo, se bomo stisnili skupaj in takoj bo bolje. Če bo kdo žalosten, ga bomo potolažili, in če se bo kdo izmed nas naučil novo pesmico, jo bomo zapeli skupaj v en glas. Skupaj bomo napisali številne nove zgodbe. Lahko se pripeti, da en sam list ne bo dovolj. Kaj pravita, zakaj se ne bi vsega tega lotili z roko v roki in z velikim nasmehom na obrazu? Sta za? Obrnite stran in začnimo. Srčka moja, sta za to, da na božični dan spečemo piškote, takšne slastne in hrustljave, kot se lahko naredijo le doma. O, da, tudi šef očka zna speči dobre božične piškote. Mi boste pomagala? Najprej moramo po prave sestavine. Po moko bomo šli v mlin. Po jajca, med, maslo, mleko in suho sadje bomo šli na kmetijo. Ko bomo prišli domov, bomo najprej oblekli predpasnike in nato razgrnili znameniti babičin recept za praznične kekse. Jaša, ti vendar poznaš nekaj črk in številk. Morda lahko prebereš, koliko jajc, mleka in drugih sestavin potrebujemo. Vse skupaj bomo dali v skledo in mešali in gnetli in se malce popackali. In ne, Janina, bratce ne smeš mazati po licih. Ne, tudi z moko ga ne smeš posipati. S hrano se ne igra in ne heca. Maso bomo raje gnetli in gnetli, dokler ne bo nared. Nato bomo vzeli valjar in vse skupaj lepo poravnali. Iz škatle bomo vzeli modelčke in se lotili umetniškega ustvarjanja. Jaša in Janina mi bosta pomagala, če bom z modelčki neroden. Če si bomo pomagali, bodo piškoti nared za v pečico, kot bi mignil. Ja, pečico je treba prižgati. Pri tem nam bo pomagala mama. Mi bomo piškote zložili na pekač, drugega poleg drugega in potem, kje že imamo spravljeno rokavico, da se ne bomo opekli. Ko se bodo keksi pekli, bomo mi pristavili vodo za čaj in pripravili škatle, kamor jih bomo dali, ko bodo pečeni. Medtem bo treba tu in tam pokukati v pečico, da se piškoti ne zažgejo. In ko bo po stanovanju prijetno zadišalo, bomo vedeli, da so slastni piškotki nared. Previdno jih bomo vzeli iz pečice, počakali, da se ohladijo in jih nato poskusili. Ham, ham, njam, njam. Kdo je skregan? Kdo se ne pogovarja drug z drugim? Kdo kuha mulo? Sta to Jaša in Janina? O, sta.
Prišel bo dan, ko bo nekdo nekoga brez razloga spotaknil in nato bo ta odrinil tistega, ki ga je spotaknil. Ta oseba, lahko se pripeti, da bo to Jaša, bo skrila sestrino ljubo igračo. Kdo drug? Morda bo to Janina, pa bratu žogo. Sledili bodo jok in solze. Tudi temu se reče bratsko-sestrska ljubezen. Ko se to zgodi, k sreči obstaja kar nekaj načinov, da se bomo hitro spet smejali. Eden je zagotovo, da si pripravimo zabavo. Kaj pravita na plesno-pevski nastop? Najprej bomo pripravili prostor, kjer bomo nastopili. Ta naš odrček bomo osvetlili z lučjo in določili, kje bomo razigrano plesali. Nato bomo izbrali pesem, na katero bomo peli in plesali. Janina, boš lahko to naredila ti? Izbrati bomo morali tudi napravo, s katere bomo pesem predvajali. Bo to telefon, računalnik ali tablica? Jaša, se spomniš, kje je zvočnik, da se bo pesem res dobro slišala? Nato bomo morali poskrbeti za lep videz. V mamini in moji omari je veliko primernih oblačil. Mamina so morda res malce zapletena za zlaganje in pospravljanje, vendar nas to ne bo ustavilo. Ko bomo oblečeni, bo morala Janina k maskerki in Jaša k frizerju. Nič ne skrbita, tudi očka zna vihteti šminko in glavnik in še dobro ve, kako se uporabljajo bleščice. Nato pa hop na oder. Prižgali bomo luči, glasbo in šov se bo lahko začel. Zvočnik bomo dali najbolj na glas, kar gre. Boki bodo migali, glave bodo kimale, roke bodo mahale, noge topotale in šipe se bodo tresle. S kavča bomo dvignili tudi mami, da zapleše in zapoje z nami. Ko bomo plesali, bomo seveda tudi zapeli, kot to počnejo pevci in pevke na velikih osvetljenih odrih. To bo nastop, kot ga še ni bilo. V en glas, na vas glas. Gozd, gozd, gozd. Gozd je najboljše igrišče. Ni lepšega, kot skupaj steči po gozdni poti v objem narave. Ti, Jaša, pa jaz in ja, seveda tudi ti, Janina. Tudi tebi bova pokazala, kje je naša skrivna gozdna stezica. Tista, po kateri hodimo in si pripovedujemo zgodbe. Ter iščemo gobe, štejemo mravlje na mravlišču in ob kateri poleti rasejo borovnice. Tista, po kateri tako radi tečemo. Proti stoletni bukvi, po kateri se da imenitno plezati. Če smo v gozdu, moramo splezati tudi na kakšno drevo. Tako kot to počnejo pravi pustolovci. Ko smo dovolj visoko, se lahko razgledamo in ugotovimo, kje smo. In vidimo svet z višav. In lahko se skrijemo v drevesno krošnjo, kjer se skoraj dotaknemo oblakov. Hojla drija, plezarija. Janina in Jaša sta vedela, da ni vsako drevo primerno za plezanje. Veje morajo biti dovolj močne in zdrave, da nas zdržijo. No, sploh mene, ker imam kakšno kilo več kot vidva. Veje morajo biti dovolj blizu, da jih lahko dosežemo. Za plezanje pa mora biti ustrezna vrsta drevesa. Po smreki in iglavcih je težje plezati, kot po bukvi in drevesih z listi. Ko plezamo, smo zbrani, da ne stopimo na suho vejo ali v prazno. In nič hudega ni, če si ob tem strgamo majico ali hlače. Plezanje po drevesih lahko treniramo po igralih, plezalnih stenah, tudi po meni se lahko kdaj pleza. Roka, noga, koleno, komolec in hop na štup po ramo. Da si okrepimo mišice in postanemo spretni kot mucki, elegantni kot pajki in močni kot opice. Gremo v gozd, gremo plezat. Jaša, Janina sprašuje, kaj je to? Tudi ti si me včasih spraševal, prav to, se spomniš? Janina, takole bomo naredili. Pred teboj bomo z bratcem razgrnili zemljevid, tistega, ki sem ga ustvaril sam. Dolgo časa sem ga izdeloval, razmišljal ter risal in barval in na njem označil čisto posebne sledi. Sledi, ki korak za korakom vodijo do velike skrivnosti. Pst, Jaša,
Tudi Janina mora izvedeti, da je to zemljevid, ki vodi do skritega zaklada. Janina, si za to, da se lotimo dogodivščine, da ga poiščemo skupaj. 3 pustolovci, 3 pogumni pustolovci. S seboj moramo nujno vzeti kompas, da ne bomo zašli. Jaša, ti ga znaš uporabljati, zato nas boš lahko usmerjal na pravo pot. Janina, ti boš nosila zemljevid. Od doma bomo krenili proti severu. Hodili bomo toliko časa, dokler ne bomo naleteli na poštni nabiralnik. Potem jo bomo mahnili desno. Prehoditi bomo morali natanko 50 korakov. Prešteli jih bomo skupaj, tudi na prste, če bo treba. Na zemljevidu je označeno, da po 50 korakih stoji drevo. Od njega bomo morali proti jugu narediti 10 levjih poskokov. Jaša, kako kaže kompas? Kje je jug, bom vprašal. Sledilo bo 10 levjih poskokov. Vmes bomo morali skočiti tudi čez potok. Previdno, da se ne zmočimo. Čeprav tudi pravi pustolovci se kdaj zmočijo. Če se zmočimo, nas bom pred mamo opravičil jaz. Ko bomo prišli čez potok, bomo sledili njegovi strugi, dokler ne pridemo do roba gozda. Tam bo treba poiskati najvišje drevo. Pa poglejmo, katero drevo je najvišje. Ob njegovem deblu nas bo čakala majhna skrinja. Je to zaklad? Boš vprašala Janina. Je, bravo mi. Odprli bomo pokrov in pokukali, kaj je notri. Jaša in Janina sta zato, da vama zaupam še eno skrivnost. Za očka sta največji, najdragocenejši zaklad tega sveta vidva. O, poglej, kako lepe risbice, saj to je čisto prava razstava in na vseh risbah so upodobljeni psi. Psi različnih pasem. Avtorja razstave Jaša in Janina. Kako zelo lepo od vaju, da sta sedla za mizo, sama od sebe vzela barvice in knjigo o psih ter se lotila dela. Poglej, poglej, tukaj so nemški ovčar, pa šiba inu, pa labradorac, pa kodar, pa korgi. Tukaj je kuža na sprehodu, tukaj teče in tukaj se kopa, mi bo povedal Jaša. Janina bo v isti sapi dodala: vse smo skrbno nahranili, jih počesali in peljali na sprehod, tako kot je treba. Nato se bosta začela igrati kužke. Skakala bosta po dnevni sobi in lajala, se lovila, tekla in vohljala. Takrat se mi bo posvetilo: vidva bi rada kužka, takšnega pravega, živega, ki maha z repom in laja in se crklja. Bosta odgovarjala drug čez drugega. Aha, se bom nasmehnil, zdaj mi je vse jasno. Lepo sta se dogovorila, kako se bomo začeli pogovarjati o tem, kaj si želita. Kot mamica sta, lumpa moja. Očka, ga lahko dobimo? Prosim, 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 bo resno dejal Jaša. In kakšnega bi rada? Prijaznega, bo odgovorila Janina in vsi se bomo zasmejali. Nato bomo sedli na fotelj ob plišaste igrače. Skupaj bomo prelistali knjigo o psih in se pogovorili o tem, kateri kuža je primeren za našo družino. Vesta, dobiti kužka ni majhna reč. Kuža je živo bitje in zanj je treba skrbeti vse življenje. Ga peljati na sprehod, tudi ko bo deževalo. Morali ga bomo hraniti, čistiti in ga negovati, če zboli. Če se odločimo zanj, bo postal družinski član in če se ga odločimo sprejeti v svoj dom, ga bomo imeli za dolgo, dolgo časa. In vsekakor mu bomo morali dati tudi ime. Janina in Jaša, kaj pravita? Kako bi ga klicali? Dobrodošli v naši palači. To sta princ Jaša in princesa Janina. Oh, ta naša palača je res imenitna in v njej se vedno godi kaj zanimivega. Včasih imamo čajanke, včasih čisto pravi dvorni ples. Drugič spet rišemo imenitne risbe ali se igramo z dojenčki. Lepo je biti kralj v takšni palači. Danes je dan za izdelavo ogrlic. Jaša, ti poznaš veliko zanimivih načinov, kako se naredijo ogrlice. Janina,
Se jih želiš naučiti tudi ti? Spoznala boš tudi tistega, pri katerem se po prstih odpraviš do predala z maminim nakitom. Tam naskrivaj prebrskaš, kaj vse mama ima. In ima veliko, čeprav tu in tam stoka, da to ni res. A z njenim nakitom je tako, da ga ne smeš nositi naokoli. Mama pravi, da so te stvari preveč vredne in da ima nanje številne spomine. Nakit se lahko izgubi, pozabi, založi. Še dobro, da zapestnice in ogrlice lahko izdelamo sami. Lotimo se torej dela. Preden začnemo, potrebujemo vrvico, na kateri je mogoče nizati mnogo zanimivih stvari. Nato v roke vzamemo škarje. Se še spomnite, kje imamo školjke, ki smo jih nabrali letos na morju? Katerimi jih bo prinesel? Ko jih bomo imeli, se bomo lotili izdelave morskih ogrlic in zapestnic. Kralj očka je slišal, da je ogrlice mogoče narediti tudi iz kostanja, orehov, šipka ali drugih naravnih plodov, pa iz slamice. Da, iz tiste slamice, po kateri pijemo. Najprej jo narežemo in nato nanizamo na vrvico. Čedno? Kaj pravita Jaša in Janina? Bi očku bolje pristajala ogrlica z lesenimi perlicami ali gumijastimi elastikami? Kaj pa, če naredimo ogrlico iz makaronov? Ta bi bila všeč tudi mami. In veste kaj? Nosil bi jo tudi sam kralj očka. Začnimo ustvarjati. 4 makaronske ogrlice. To bomo imenitni. Tole je očkov večkrat preizkušeni vodnik uspešnega rabutanja koruze. Najpomembnejša je druščina, s katero se rabutanja lotiš. Druščina, ki mora delovati povezano kot eden. To smo mi trije. Jaša, Janina in jaz. Zavedati se moramo, da rabutanje koruze ni ravno najbolj pravilno početje in da lahko s tem koga ujezimo. Za rabutanje moramo vsekakor narediti dober načrt. Ta mora vsebovati tarčo, smer pristopa in umika, ter podatke o tem, od kod na nas prežijo nevarnosti, kje bo postavljena straža in kam bežati, če nas pri rabutanju zalotijo. To se dogaja tudi največjim mojstrom. Ko naredimo načrt, moramo določiti skrivni zvok, ki ga bomo uporabljali v primeru nevarnosti. Kaj pravita Jaša in Janina? Izberemo oglašanje sove ali volka. Nato določimo uro napada, kdaj je najvarneje, da nas pri rabutanju ne zalotijo. In se domenimo, kdo bo stražil. Naj bo to Jaša, Janina bo pomagala meni. Ali ni super, da smo trije? Če bi bil sam, bi takšno nalogo precej težje izpeljal. Torej, kateri zvok smo določili za nevarnost? Ko je vse to pripravljeno, gremo v akcijo. Na koruzno polje, kot smo zapisali v načrtu. Ti, Jaša, na stražo, Janina in jaz rabutat. Po en storžna osebo. Ko bomo na koruznem polju, nam bo srce glasno razbijalo in v grlu bomo imeli velikanski cmok. Imeli bomo občutek, da ves svet ve, kaj delamo, da nas bo zdaj kdo zalotil. Biti bomo morali hitri, natančni in pozorni na okolico. Odtrgane koruzne storže bomo skrili pod majico in nato krenili proti domu. Po poti bomo dorekli, kako bomo koruzo pripravili. Nad žerjavico ali v vroči vodi. Ko se bo koruza pripravljala, se bomo pomenili o svoji razburljivi dogodivščini in naredili načrt za naslednjo. In ko bo koruza nared, jo bomo posolili in si jo privoščili po gusarsko. Šaus, šaus. 1, 2, 3, kdo se skriva in kdo miži? Kje se je dovoljeno skriti in kje je mesto, ki se ga moramo dotakniti, da se pofočkamo? Do koliko bomo šteli in ali smemo kukati ali ne? Kako razburljivo se je igrati skrivalnice. Enkrat mižiš ti, Jaša, ter se skrivava Janina in jaz. Drugič mižim jaz in se skrivata vidva. Potem miži Janina in skrivava se midva. Da bo igra skrivalnic čim bolj fina, se bomo najprej dogovorili, kako se jih bomo igrali. Jaša in Janina, vidva bosta povedala, kako se jih igrate v vrtcu in šoli. Jaz vama bom razkril, kako smo se jih šli, ko sem bil majhen jaz.
Zaupal vama bom, katero izštevanko smo uporabljali, ko smo določali, kdo bo mižal prvi. Ker pri skrivalnicah je tako, da je treba najprej to doreči. Nato se dogovori, dokoliko se bo štelo. Jaša, dokoliko znaš šteti, Janina? Skrivalnice so super priložnost, da se učimo štetja. 1, 2, 3, 4, 5. Potem bomo določili, dokod se sme skrivati. Ali veljajo skrivališča v omari in pod posteljo, če se bomo skrivali v stanovanju. Ali se lahko skrijemo za živo mejo in za ograjo, če se bomo skrivali zunaj. Dogovorili se bomo, da kukanje ni dovoljeno, porivanje in spotikanje tudi ne, in da se ne bomo norčevali iz tistega, ki bo mižal večkrat zapored. Takšne stvari znajo človeka ujeziti, mi pa se želimo imeti lepo. Potem sledijo skrivalnice. Ko bom mižal jaz, se bosta lahko vidva skrila skupaj. Več glav, več ve, zato bosta skupaj lažje ugotovila, kako se dobro skriti in kako zadržati sapo, da vaju ne sliši tisti, ki miži. In kdaj je pravi trenutek, da stečeta proti mestu, kjer se bosta pofočkala in ponosno zavpila: 1, 2, 3 zame! Pst, pst, pst. Jaša in Janina, ali slišita? Pst, slišita veter, kako kuštra drevesne krošnje in se podi okoli vogalov. Ah, ta veter, nekateri pravijo, da je lump in potepin, ki odnaša kape ali zaloputne kakšna vrata. Meni se zdi, da je tak simpatičen popotnik. Vesta, ko piha veter, je mogoče početi cel kup zanimivih stvari. Kaj pravita na spuščanje zmaja? Ne pravega zmaja. Kaj pravita na to, da bi s pomočjo vetra spuščali papirnatega zmaja? Takšnega, ki ga izdelamo sami. Za izdelavo potrebujemo papir, vrvico, 2 paličici, lepilo in škarje, pa veliko barvic in dobre volje, ter seveda načrt, da bo vse tako, kot mora biti. Izdelali bomo 2 zmaja. Najprej bomo strigli, potem pričvrstili in pritrdili paličice in nato vse skupaj porisali in pobarvali. Na zmaja lahko narišeta, kar želita: oči, čepico, krila, velikanska usta, ki se smejijo, mavrico ali čisto pravi gusarski uhan. Ko bosta zmaja nared, bomo odšli ven. Najprej bomo ugotovili, od kod piha veter. Nato bomo prijeli za vrvico in se postavili proti vetru. Jaz bom prijel oba vajina zmaja in odšel na nasprotno stran od vaju. Previdno bomo napeli obe vrvici in na 1, 2, 3 bosta stekla, kolikor vama bodo dale noge. Z malo sreče bo veter zmaja dvignil visoko, visoko, tja v nebo. Če ne bo šlo prvič, bomo poskusili večkrat, dokler nam ne uspe. No, ko bosta enkrat v zraku, bo to strašno zabavno. V našem imenu bosta lahko pozdravila letala in helikopterje. Vajina zmaja se bosta tam zgoraj vrtela, pa spuščala in dvigala. Morda se bosta tudi lovila. Ko se bosta približala tlom, bo treba steči hitreje in na glas zavriskati, da ne padeta na tla. Ko se bosta zmaja utrudila, ju bomo skrbno pospravili. Do naslednjič, ko nas bo spet obiskal veter. Včasih nas bo obiskal dolgčas. Naprimer takrat, ko bomo sedeli v čakalnici pri zdravniku in čakali, da pridemo na vrsto. Ali pa bomo stali v dolgi vrsti za vrtiljak. Nič zato. Dolgčas je tisti čas, ko se lahko naučimo česa novega, uporabnega, morda tudi lumpastega. Naprimer streljati z elastiko ali žvižgati. O ja, žvižgati je pač treba znati. Tega se je preprosto treba naučiti. Zakaj? Ker žvižgamo takrat, kadar smo veseli in kadar smo dobre volje. Lahko si žvižgamo pesmico, ki jo imamo radi, in oponašamo ptice in si izmenjujemo skrivna sporočila, če to želimo. Jaša, se spomniš, kako je bilo zabavno, ko smo se učili žvižgati? Nekaj časa smo pihali in pihali, napenjali smo lica in predse pljuvali slino. Ni nam uspelo prvič. Če se hočeš česa naučiti za vse življenje, potrebuješ za to nekaj časa. Po kakšnem dnevu nam je uspelo.
Star pregovor pravi, ko se enkrat naučiš žvižgati, tega zlepa ne pozabiš. No, Jaša in Janina, zdaj je čas, da se dogovorimo za tajno žvižganje. To bo takšno, da ga bomo razumeli le mi. Tajno žvižganje lahko uporabljamo v različnih primerih. Naprimer, kot opozorilo na pretečo nevarnost. Žvižgali si bomo lahko na poti v vrtec, šolo, k zobozdravniku ali kar tako. Žvižgali si bomo, da preženemo slabo voljo in se zahvalimo vrabcu, ki nam je zaželel dobro jutro. Da znamo žvižgati, bomo lahko pokazali prijateljem, pa dedku in babici. In ko bo napočil pravi čas, se bomo vsi skupaj naučili žvižgati na prste. To bo šele veselo. In glasno. In če nam bo kdo rekel, da nam tam zgoraj manjka kakšno kolesce, bomo le odmahnili z roko in se nasmehnili. Kolesc, majhnih in velikih, imamo dovolj. Tam zgoraj in tudi sicer. Se strinjaš, Jaša? S kolesci in kolesi je povezana tako rekoč neskončna zabava. Naprimer kolesa na poganjavčku. Se spomniš, Jaša, kako zabaven je lahko poganjavček? Janina se bo lahko od tebe naučila, kako se z njim voziti. Najprej počasi, da se ne prevrne. Nato bo šlo vedno zanesljiveje. Potem bo na vrsti učenje vožnje s skirojem. Janina, dobro poslušaj brata, da te nauči, kako se to dela. Ena noga bo na skiroju, druga bo poganjala. Roke bodo čvrsto držale krmilo, oči bodo pozorno spremljale okolico, po kateri se boš peljala. Ko boš skiro obvladala, bomo poiskali kakšen klanček in se boš spustila po njem. Jupi! Po skiroju bo na vrsti kolo. Janina, najprej boš sedla v stavček na moje kolo, da boš videla, kako je treba poganjati pedale, voziti v vrsti in upoštevati prometne predpise. Da, Jaša, na glavo bomo dali čelado. Nato bo sledilo učenje vožnje na kolesu s pomožnimi koleščki in zvončkom. Ko bomo dovolj stari, bomo pomožna kolesca sneli, kar bo pomenilo, da smo že veliki. Potem se bomo naučili še rolati. Tudi tu bomo potrebovali čelado in ščitnike, da ne bodo boleli komolci, pa rita, pa glava, pa kolena, če bomo padli. Počasi, korak za korakom se bomo učili, kako rolati. Najprej na dvorišču, nato na igrišču in čez čas tudi kje drugje. O, kako nam bo luštno, s kolesi in kolesci po svetu, Jaša in Janina, kamor bosta hotela, novim doživetjem in dogodivščinam naproti. O, križana gora! Zgodilo se bo, da si bom privoščil krajši popoldanski dremež in ko bom odprl oči, jih bom zagledal. Risarije in slikarije, velike, pisane, številne, barvite, zgovorne in na stenah. Mama bo namreč tik pred tem skočila v trgovino in nas za kratek čas pustila same. In nastale bodo slike. Slike na hodniku, v dnevni in otroški sobi, ter celo v kopalnici. V hipu mi bo postalo jasno, kdo sta avtorja teh slikarij. Te risbe bi prepoznali sredi noči, če bi bilo treba. Z velikim ponosom jih na papirju namreč gledam vsak dan, ker jih rišeta vidva, Jaša in Janina. Lepe umetnine, draga moja, se bom nasmehnil. Se ti zdijo? Bosta presenečeno odgovorila. Da, in veliko jih je. Bilo nama je dolgčas in zmanjkalo je papirja, bo odkrito povedal Jaša. Vidva pa sta seveda morala nekaj narisati. Ti si dremal, pa sva poskusila, da bi videla, kako to gre, bo iskrena Janina. In kdo je začel risati? Jaz, bo rekel Jaša. Bele stene so se mi zdele dolgočasne in tudi malce umazane. Zato sem vzel barvice in flomastre ter začel risati. Janina se mi je kmalu pridružila. Te risbice so narisane za vaju. Vsi, čisto vsi sončki so narisani za mamo, vsa letala zate, očka. Res sva se potrudila, da so lepe. Niso napačne, le podlaga, na katero sta risala, ni primerna. Ali si jezen? Bo zaskrbljena Janina. Niti ne, no, dobil pa sem super idejo. Kakšno? Vaju bo zanimalo. Skupaj bomo odšli v trgovino po čopiče in barve. Pisane stenske barve.
Vse skupaj bomo prinesli domov in se lotili dela. Stene ne bodo več bele. Pobarvali jih bomo z različnimi barvami in katero od vajinih umetnin bomo tudi pustili. Po stenah pa ne bomo več risali, prav? Prepričan sem, draga moja umetnika, da bosta z veseljem prikimala. Zavihali bomo rokave in se lotili dela. Vmes se bomo pogovorili o tem, da naše dejanja prinašajo posledice in da se je treba z njimi tudi soočiti. Zato velja o njih premisliti, preden se jih lotimo. Luže! Janina, si za to, da ti Jaša in jaz poveva nekaj imenitnega. Nekaj, kar sem tvojemu bratu zaupal pred časom, na nek deževen dan, ko sva zrla skozi okno in štela dežne kaplje. Jaša, se spomniš? Zunaj je lilo kot iz škafa, ti pa si otožno gledal ven, ker si se hotel iti igrat v park. Točno to bova tudi storila. Sem se nasmehnil in pogledal si me, kot da se šalim. In točno to sva tudi storila. Kot blisk sva zdirjala v predsobo, kjer sva se oblekla dežju primerno. Janina, povedati ti hočeva, da se imaš lahko zunaj enkratno, tudi ko dežuje. Najprej obuješ škorenjčke in oblečeš palerino, pograbiš dežnik in že si nared za zabavo vseh zabav. Ta se imenuje skakanje po lužah. Ko prideš ven, poiščeš lužo velikanko, vzameš zalet in stečeš. Hop, 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 čof, čof, čof. Skačeš lahko sonožno in z dolgimi koraki, na mestu, v daljino, levo, desno ter naprej in nazaj. Skačeš lahko tako močno, da ti voda brizga visoko do obraza ali celo čez glavo. Če pride do tega, je dobro zapreti usta in oči. Skačeš lahko sama, lahko pa se z bratom primeta za roke in skačeta skupaj. Zavrtiš se v krogu in ob tem vriskaš, vpiješ ter na ves glas poješ pesmice. Skačeš lahko kot razigrani kozlički, kenguruji in zajčki. Kot smučarski skakalci, ki po dolgem skoku pristanejo naravnost v luži. Nato se lahko malce ustavimo in zadihamo, ter si v lužah ogledamo dežne kapljice in drobne kolobarčke, ki nastanejo, ko se kapljice dotaknejo vodne gladine. In nato lahko spet skačemo, kot kenguruji, takšni lužasti kenguruji. Hop, 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 čof, 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 naj živijo luže. Jaša in Janina, prosim, da ne pozabita, da smo bili tudi starši včasih otroci. To je bilo, preden smo zrasli. In da, tudi mi smo bili lumpi, ki so jezili svoje starše. Čeprav je od tedaj minilo precej let, se natanko spomnim, kako smo to počeli. Če me vprašata, zakaj smo to počeli, vama ne znam odgovoriti. Vama pa z veseljem naštejem nekaj stvari, ki so jih vselej razjezile. In sicer zato, da se bomo čim manjkrat jezili in čim večkrat smejali. Ko zaspim na kavču, me ne streljajta s pihalnikom. Nikakor mi ne kažita, kako dobro znata igrati s pokrovkami in žvižgati na prste. To se nikoli ne konča dobro. Svoje mame nikoli in nikdar ne pustita čakati. Sploh ne takrat, kadar se zjutraj mudi v vrtec ali šolo in popoldan nazaj. Bitka s časom je nekaj, česar mama ne prenaša najbolje. Ko reče, pridita, mudi se, sodelujta in bodita v pomoč. Z besnečo mamo nikoli ni dobro češenj zobati. To vama lahko potrdim tudi sam. Ključev stanovanja in avtomobila ne skrivajta. Ne mečita jih v straniščno školjko ali skozi okno. Slej ko prej jih bo kdo nujno potreboval in ko jih bo, bodo sledila vprašanja ter iskanje krivca. Najde se ga zelo hitro, hitreje kot ključe. Mobilnega telefona, tablice ali računalnika ne uporabljajta brez vprašanja. Verjemita mi, da vrag v hipu odnese šalo, ko telefon ali tablica začne govoriti kitajsko in ko se računalnik ne prižge več. Aha, Jaša in Janina, še to. Ščipanje, cukanje in pretepanje so ravno tako dejanja, ki povzročijo slabo voljo in starševski rompompom. Tega pa nočemo, predvsem zato, ker se je toliko bolj fino imeti lepo.
Kaj menita? Bo šlo? O, ti moj Jaša, vem, da včasih globoko zavzdihneš, zaviješ z očmi in se vprašaš, zakaj je prišla Janina. Ta mlajša sestrica, ki včasih joka, te jezi in skoraj vedno hoče tisto igračo, s katero se igraš ti. In Janina, starejši brat, zdi se ti, da te nikoli ne razume in da stalno hoče kaj početi po svoje. Le zakaj morajo biti na tem svetu bratje in sestre? Veste kaj? O tem se nam morda niti ni treba spraševati. Jaša, kaj praviš na to? Ko gre Janina spat in leže v svojo posteljo, se lahko uležeš zraven nje. Tiho ji lahko voščiš lahko noč in ji v roke na skrivaj podaš svetilko. Na tvoj znak jo prižgita in usmerita v strop. Svetlobo se da tako imenitno igrati. S svetlobnima snopoma se lahko loviš. Lahko se skrivaš ali zelo hitro podiš od enega konca stropa do drugega. Ali na steni delaš podobe iz senc, zajčke, ptičke, kužke. Svetilko lahko preprosto ugasneš in nato spet prižgeš. In to potem ponoviš. Nekajkrat zapored. Hitro, kot le zmoreš. Ko svetilko ugasneš, se lahko igraš mnogo zanimivih stvari. Postelja lahko postane gusarska ladja in vidva čisto prava gusarja. Valovito morje se počasi umirja in obzorje, polno zvezd, se nezadržno bliža. Postelja lahko postane avtobus, s katerim prevažata svoje plišaste igrače v deželo sanj. Jaša, ti si voznik in Janina tvoja pomočnica. Ko se voznik utrudi, pomočnica priskoči na pomoč. Postelja lahko postane čisto pravo vesoljsko plovilo, ki vaju popelje tja gor v nebo, mimo botra meseca, med planete in zvezde, tja, kjer sta tišina in mir. V posteli se čez čas oči zaprejo kar same od sebe. Tik preden zaspita, se lahko primeta za roke in se skupaj podata na brezskrbno potovanje v deželo sanj. Potem pa zaspita, globoko in trdno. Lahko noč, bratec in sestrica. Pri koncu smo še z enim potepom. Koliko dogodivščin smo že doživeli, kaj ne? Takšnih nepozabnih dogodivščin. A veste, da sem ponosen na čisto vsako izmed njih? Ja, včasih nam je bilo lepo, včasih pa smo morali stopiti skupaj in si pomagati. In še dobro, da je bilo tako. Ko pogledam proti obzorju, vidim številne nove pustolovščine. Kdo ve, kaj vse nas čaka tam zunaj. Včasih bo vreme jasno in sončno. Včasih bomo naleteli na besneče nevihte, muhaste vetrove in meglena obzorja, ko se bo težko odločiti, kako in kam. Vaju skrbi? Nikar. Očka je tukaj zato, da bomo vedno krenili v pravo smer, da ne bomo zašli v neprehodno goščavo, da se ne bomo izgubili in da bomo premagali vse ovire, ki nam bodo prekrižale pot. Poskrbel bom, da bomo pod širnim zvezdnim nebom vedno znova našli varen kotiček zase, skritega in čisto svojega. Tam bomo zakurili ogenj in si pripravili večerjo. Po njej vama bom povedal kakšno pustolovsko pravljico in vama zapel uspavanko. Ko boste zaspala, vaju bom skrbno pokril, da vaju ne bo zeblo. Vse to zato, ker vaju imam brezmejno rad. Saj tako je prav, kaj ne? Svojih najbližjih ne moreš imeti rad drugače, kot tako, brezmejno. Se tudi vi tako zabavate z vašimi sestricami in bratci? Se, kaj ne? Jaz tudi, moj bratec je zelo zabaven. No, ampak zdaj moramo hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.